Žiga in Hočevar, kako bi ocenili vašo vožnjo? Jaz mislim, da moja vožnja imela v bistvu samo eno napako in to je bil, da me je na štartu potegnilo preveč desno in je Finn Bačer dobil, olimpijski prvak je dobil preveč 30 cm preveč prostora in je lahko sam potem prišel do prvih vrat. In ja, drugače vse ostale zadeve tehnične so se mi zdele dobre v vožnji. Žal sem pustil možnost Čehu Rudolferju, da se je odločil, koga bo napadel, mene Polačika, tako da v bistvu sem mu dal njemu v roke mojo usodo in ja, jaz sem žal potegnil krajšo in se je odločil, da bo mene napadel. Jaz sem sicer dobro branil, ampak je Polačik na drugi strani že lahko zavrtel in ja, do konca ga nisem mogla videti, ker je bila izguba v prvih protitočnih vratih prevelika. Ja, ravno to sem želel dejati, da je res ta protitočna vrata so v tem kajakaškem krosu odločilna in tu sta se s Čehom borila, tam pa res Poljak, ki je bil zadaj, se je mirno odpeljal naprej. Ja, res je. Štart je pač absolutno, jaz bi rekel, da najbolj pomemben in potem odvisno, kako se na štartu stvari odvijajo, odvisno od tega, kako bo tekma potekala in danes nismo imeli v bistvu vsi trije, nismo imeli sreče, da bi lepo šla dva na levo stran, dva na desno, ker ko se v takem primeru to zgodi, potem lahko je v bistvu ti pokažeš, koliko si dober, zdaj koliko si ti dober v branjenju ali pa napadanju. V bistvu imaš 1 na enih vratih z enim tekmovalcem in na drugi strani se pač zgodba isto odvija in ja, danes se žal ni to zgodilo. Jaz oziroma vsi trije smo pustili, da se je Finn odpeljal in jaz sem tam v trenutku na licu mesta se odločil, da grem pač levo, ker nisem niti imel možnosti, da bi šel v desna protitočna vratca in ja, sem pustil, da se pač lahko drug tekmovalec ne smene odloči in žal se je odločil, da bo šel na moja protitočna vratca. Zdaj pa takole, končano je svetovno prvenstvo, končana je letošnja sezona, domov se vračate z bronastim moštvenim odličjem. Kako pa bi ocenili na splošno vaše nastope? Videli smo vas dvakrat v posamičnih vožnjah slaloma, ste bili kar precej razočarani. Ja, slalomski del je šel, bomo rekli, nočem se nič pritoževati ali pa kaj, ali pa iskati izgovorov, ker pač jih ni, ampak ja, jaz bom čisto iskren in bom rekel, da letos nisem imel sreče. Mislim, da je prav tako, da se bom probal čim več iz tega naučiti in da če mi kdaj uspe, da bo to bolj sladko. Enostavno v kanuju me je ločil milimeter od tega, da bi dobil čista protitoč, pač, da ne bi dobil 50 kazenskih sekund. Žal se je to prigodilo, pač mi pripadla ta napaka, ampak na koncu mislim, da bi že v kvalifikacijah zasedel med pač prvih 12 mest. Mislim, da smo potem vsi trije pokazali v moštvenih vožnjah in tudi jaz za svojo samozavest je bilo to zelo dobro, da sem odpeljal v vrhunsko moštveno vožnjo in da sem lahko sledil Luku in Beniju in tudi enako v kajaku, pač veter mi je pihnil in tako kot je meni veter pihnil v zadnjih protitočnih vratcih in se nisem mogel izogniti dotiku, je Joe Clarku, ki je štartil za mano v 7 protitočnih vratcih pihnil in sva oba ostala brez nastopa po finalu. Žal nisem imel sreče, ampak tudi v kajaku sem potem v moštvenih vožnjah pokazal, da lahko pač sem še zmeraj prepričan, da bi lahko letos veliko več pokazal in to me malo žalosti, da pač nisem mogel pokazati tistega, kar znam, ampak jaz mislim, da bodo še priložnosti in sem skozi celo sezono kazal, iz kakšnega materiala sem in ja, jaz sem s tem prvenstvom ne morem reči, da sem zadovoljen, ampak sem pa zadovoljen s celo sezono in z napredkom, ki ga kažem in vem, da bo moj čas še prišel. Ja, to je nesporno. Lani ste vstopili v ta svet kot meteor. V kakšni meri je letošnja sezona bila drugačna s tisto lansko? Absolutno sem naredil ogromen napredek v krosu, to sem si letos želel.
s tem mogoče sem se malo slabo prilagodil na to situacijo v slalomu, ampak vseeno, jaz imam medaljo iz članskega evropskega prvenstva, sem bil tretji v Parizu in to je nek tak uspeh, ki si ga bom zavedno zapomnil in bom vedno ponosen na to. In tudi 2 medalji svetovnega pokala, prva v kajaku je nekaj, kar je bil letos cilj in sem ga izpolnil in sem zelo vesel. In pa tudi s tem, da sem mladinski svetovni prvak postal v vseh 4 disciplinah, je nekaj, kar v bistvu sem si letos najbolj želel iz vsega, ker priložnosti na članskih prvenstvih upam, da bojo še, oziroma teoretično imam še možnosti, da bodo. Medtem ko mladinsko zgodbo sem zaključil in jaz mislim, da sem jo zaključil zelo legendarno. Upam, da bo kdaj še kdo kaj ponovil tazga, ampak ja. Mislim, da sem svoje delo v mladinski kategoriji opravil odlično in zdaj je čas, da preštejem medalje za nazaj. Še zadnja stvar. Žiga, takole vas gledamo, v bistvu vsak dan 1, 2, 3 vožnje. Ne glede, da ste mladi, ni tega malo preveč. Razmišljate, da bi kakšno stvar pa vendarle dali malo na stran? Ja, seveda, vsak dan razmišljam o tem. Pač je težko, noben drug tega ne počne. Mislim, počnejo, ampak ja, noben od nas ne počne tega, da bi lahko vse 3 discipline zmagoval, tako kot to kakšne punce počnejo. In ja, ta odločitev je bila letos sprejeta, da pač se fokusiram maksimalno, oziroma kolikor se da na kanu, ampak jaz imam probleme, oziroma imam vnet kolen in v kanuju tako ali pa tako ne morem narediti 100% treninga. Tako da eno disciplino bom skoraj sigurno imel do konca, pač jo bom treniral še zelo dolgo, zaradi tega, ker mi v bistvu drugega ne preostane, ampak ja, kar se pa tiče vseh 3 disciplin, pa jaz uživam v vseh 3, poskušal bom še izvleči čim več, bomo pa videli, kako bo tudi kvalifikacije za olimpijske igre in pač vse ostalo in se bomo glede tega odločili, ampak ja, se strinjam, program je naporen, tudi fokus pač ni optimalen, ampak jaz si želim postavljati rekorde in to je ena one way to do it. Še tole, slišim, da se prav hitro, kmalu, po novem letu vračate v Avstralijo. Ja, probali bomo priti sem na trening kamp, ker tukaj so v bistvu neprimerljivi pogoji s tem, kar imamo v Sloveniji in jaz mislim, da če bomo dobro pripravljeni skozi zimo, da bomo lahko tukaj opravili v enem mesecu res, oziroma več kot enem mesecu, mislim, da bomo 5 tednov tukaj, bomo res lahko opravili ogromno količino treninga in s tem veliko napredovali v vseh 3 disciplinah. Tukaj mislim, da imamo rezerve v Sloveniji. Enostavno pač v Tacnu od oktobra do marca se ne da veslati več kot 4-krat na teden, zaradi tega, ker pač pogoji ne dopuščajo in ja, tukaj imamo zelo velik minus in zato bomo tudi prišli v Avstralijo, da se bomo čim bolj optimalno pripravili, da bomo ta razmak do Francozov in Angležev, Avstralcev, ko imajo pač te optimalne pogoje, ali pa Čehi, čim bolj izenačili in bomo drugo sezono videli, kako se bo to išlo, upam, da čim boljše. Super, hvala.